Nahajamo se v središču Izole, natančneje na Ljubljanski ulici, in tu vidite, kako je poplavilo središče mesta. In poglejmo tole. In sprehodili se bomo seveda še po Ljubljanski ulici naprej, kjer vidimo ljudi, ki v bistvu s pomočjo svojih črpalk praznijo svoja zalita stanovanja. No, smo še vedno na Ljubljanski. Ulici. Kar seveda pomeni, da je v bistvu ves ta del ulice zalit. Torej tudi tule. No, vode je bilo prej več, zdaj nekoliko manj. In ljudje v bistvu seveda niso dobre volje, vedoč, da jim otoki ne delajo pravilno. No, sedaj se bomo vrnili. Seveda zdaj da vidite še tukaj, kako v bistvu ljudje čistijo in praznijo svoje ulice. Tu je kolega Fredi, ki v bistvu bo ne prav dobre volje. Drž močen je Fredi dobre volje. Žal. Se vrečujem, Fredi, ampak moram ti reči, da res slabe otoke imajo v tej Izoli, ne? Ne. Misliš? Ali sploh nimajo, ne? Tako v Veneciji. Pa vejo točno kakšen razlog, zakaj jih nimajo. Ker poznajo razlog odgovornih. In to je Slabo narejeno, ne? slabo narejeno, pravilno. Prvo, tam pojdite pred občino, pa vprašajte, če imajo dovoljenje uporabno njihova pumpa, ki dela 30% že, ko je največja suša. Vprašajte jih. Spravite, to je centralna črpalka, ki v bistvu naj bi pravi. Ja. Normalno. So dali ne vem koliko denarja za njo, zdaj bi treba še 24 jurjev dati, da popravi to, ne? Ni, imamo za druge stvari. A je ona nima foto? No, bomo šli še tam pogledati, prav? Bomo šli, seveda. Hvala. No, to pa je eno od znamenitejših lokalov v mestu Izola, ki seveda se ne more pohvaliti z urejenostjo otokov. In seveda ljudje so pač logično slabe volje. No, mi se seveda včasih bližamo osrednjemu najmanjšemu trgu, Manzolijevemu trgu, in bomo pogledali, kaj se dogaja še tam. No, tule smo na Manzolijevem trgu, osrednjem zanimivem trgu, ki ga premore mesto Izola za svoje preditve. In tukaj vidite zanimiv znani lokal, ki v bistvu je bil poplavljen, vendar kot ta kaže, je voda že odtekla. No, pojdimo še na nakupovanje Veliki trg. No, sedaj se nahajamo na njihovem nakupovanem Velikem trgu, tako se tudi radno imenuje. In tukaj, kot kaže, je voda že odtekla, ampak je še vedno videti znake poplave tega področja. Tule vam pokažemo od blizu, da je to res. In prav ima gospod, s katerim smo govorili, pred njegovo hišo, ki je ves razburjen, tudi prav ima. Pravi, da v bistvu otokov nimajo prav urejene, kaj šele v bistvu črpalke. No, tole pogledamo tako eno otokov.
Pa tudi je to, ker ponavadi ne očistijo dovolj dobro, tako da je tudi to eno od razlogov, da se lahko voda nabira po trgih in ulicah. Pa pojdimo naprej. No, smo na novo obnovljenem pomolu, ki ga vidite tukaj, in seveda s pogledom na velik trg v Izoli. To vozilo, ki ga vidite, pa je komunalnega podjetja Predstavnik, ki se prevaša po Izoli in preverja, kaj se je ljudem zgodilo. Tisto, kar se je, ste lahko videli do zdaj v naših posnetkih. No, pa bodimo naprej. No, to je še ena od ulic, ki je seveda bila deležna poplave in seveda ljudje pač niso zadovoljni. No, pa bomo šli pogledati še pred občino. No, tole je pogled na tako malo sončno nabrežje, ulico, cesto, ki povezuje mesto oziroma z samim središčem mesta, in seveda na oni strani je, kot veste, lokalna ali komunalna marina, kot pravijo. No, pa pojdimo naprej. No, in sedaj smo na tako malem sončnem nabrežju in tukaj vidite občinsko zgradbo. V tej zgradbi delujejo ljudje, ki bi morali poskrbeti, da ne bi poplavilo področja Izole. Ne sedanji, ki vladajo, tudi oni prejšnji. In ker je tako, so tudi sami deležni učinka poplave, kot vidite na tem posnetku. Upam, da je ta posnetek dovoljšen dokaz, da ljudje ne morejo biti zadovoljni z ureditvijo potokov, ki jih imajo v Izoli. Tu smo začeli in tudi tu bomo končali. S pogledom in razmišljanjem, da bi se morali tisti, ki urejajo otoke in kanalizacijo v mestu Izola, resno zamisliti.